Ali prepoznate tega čudovitega starodobnika? To je Ford Capri. To je bil nekoč zelo priljubljen športni kupe, ki pa je danes posodil svoje ime novemu električnemu kupeju. Pravzaprav tale novodobni Capri stopa v zelo velike čevlje. Stari Capri je namreč uspel za svoj volan posesti skoraj 2 milijona voznikov. Največ povpraševanja po njem je bilo recimo v Nemčiji, sploh pa v Veliki Britaniji, kjer so ga tudi izdelovali, vanj so vgrajevali najbolj možno raznolike motorje in pa ga tudi zelo pogosto predelovali v različne dirkalnike. Lahko? Od 1.3 do V8. Tudi dizel vredno. Nemci so čist malo. Ja. Ampak kaj je tisto, kar je pred več kot pol stoletja resnično botrovalo k veliki priljubljenosti Caprija? Evropejci smo takrat v ameriških filmih že občudovali ikoničnega Mustanga. No, ampak ta ameriški Mustang je bil s svojim velikim V8 motorjem seveda prevelik zalogaj za večino precej bolj racionalnih evropskih voznikov. Tako je Mustangov oblikovalec Philip Thomas Clark vzel skice Mustanga, popravil nekaj linij, tehniki pa so si nekaj materiala sposodili pri bolj preprostih evropskih Fordih, na primer pri modelu Cortina. Predstavljen je bil torej novi Capri, takrat z besedami "The car you always promised yourself". Ta Mustang za vsakogar je bil na primer na voljo z majhnim 1,3-litrskim štirivaljnikom, pa takšnim malo večjim 1,7-litrskim štirivaljnikom. Lahko je imel tudi precej večji 3-litrski šestvaljnik, no, nekateri pa so vseeno vanj uspeli stlačiti tudi velik Mustangov V8. Storm. Hear the difference in the wind. When dark clouds form and start to turn, I'll run again. Far away when... Pa se odpeljimo v svet evropske avtomobilske romantike. Tega Caprija namreč poganja atmosferski bencinski motor V4, ki zmore 55 kW moči. No in verjetno vas zanima, ali je ta avto hiter? Ne, ni hiter. Ali je ta avto enostaven za vožnjo? Sodobni avtomobili so z modernimi asistenčnimi sistemi in seveda servovolanom precej bolj enostavni za vožnjo. Ampak ali ima ta avto karakter? Ima ga, in to ogromno. To je eden ključnih dejavnikov, da je tako kot Mustang tudi Capri postal zvezda televizije. Na spletu sem uspel izbrskati podatke, da se je pojavil v skoraj 1000 različnih produkcijah. Pa se s pomočjo zabavne industrije premaknimo iz leta 1969 za več kot pol stoletja, v leto 2025, ko so ogromen in nepogrešljiv del sveta zabave postale tudi videoigre.
Ford je namreč v slogu videoiger za električne avtomobile patentiral ročni menjalnik, celo takšnega s klopko. No in morda bi lahko na ta način v novem Capriju simulirali karakter kakšnega klasičnega Fordovega starodobnika. Glede na to, da sta podobni rešitvi napovedala tudi že Toyota in Hyundai, se očitno res pomikamo v smer igričarskih cestnih simulacij. In v zagovor temu, če lahko v dirkaških simulacijah uživam v domači dnevni sobi, zakaj ne bi mogel v simulacijah uživati tudi v pravem avtomobilu? Ampak pri tem hitro pridemo do velikega pomisleka. Eno ključno razliko imamo pri teh užitkih. Ko gredo stvari za nohte, nam igralna konzola v domači dnevni sobi seveda vselej ponudi priročno možnost pritiska na gumb Restart. No, morda bi bilo pa vseeno bolje, da za enkrat resnični promet in igranje ostaneta povsem ločena. Ponosni lastnik Caprija, najprej hvala lepa za priložnost, da sem tudi sam lahko odpeljal nekaj kilometrov s tem avtomobilom. Zdaj me pa zanima, zakaj Capri? Kaj je vam recimo na tem avtomobilu tako zelo všeč? No, z veseljem sem vam ga posodil, ker ste tako strasten navdušenec, tako da me veseli, da vam je všeč. Zakaj Capri? Capri me je v bistvu navdušil moj oče. To je bil avto njegove mladosti. On je imel tudi Caprija, sicer je imel močnejši motor, RS, 2600 kubikov. Jaz sem ga našel enih 18 let nazaj od enega starejšega gospoda. On je bil prvi lastnik, od njega sem ga potem kupil, restauriral, pomagal mi je prijatelj Mojko. On je tudi zelo strasten ljubitelj teh vozil in zdaj je prišel ta izdelek ven. To je eden prve generacije Caprijev, bil je narejen marca 1969 v Angliji, zato ima tudi odpiranje pokrova motorja na desni strani. Kasneje so potem dobili še na levo stran, ko so jih začeli delati v Kölnu. Oprema je GT, pomeni, da je bil malo boljši menjalnik, malo boljše podvozje, malo več konjev. XLR pa je takrat pomenilo, da je imel več merilnikov na armaturi, da je imel boljše sedeže in da je imel boljše oblazinjenje in črn pokrov motorja. In potem v tem duhu smo ga mi tudi želeli ohraniti v najbolj originalni izvedenki, tako da smo obdržali vse originalne dele. To pomeni, da ste vi avto restaurirali? Tako, ja. Vse, od motorja do zavor, do podvozja, do karoserije in ga ohranili v najbolj originalnem stanju. Torej, avto ste dobili v Sloveniji, ampak verjetno ta avto v tistih časih, recimo v 70-ih, ni bil zelo pogost prizor na naših cestah. Ja, priljubljen je bil. Še dan danes, ko grem na kakšne razstave, kaj pridejo vsi k meni, se spomnijo, moj stric ga je imel z Nemčije, moja tetka iz Švice, tako da še dan danes vzbuja lepe spomine. Hodimo še na srečanja, vsako leto so Capri srečanja, največjih je v severni Evropi. Hier ist Robby und Nika Jurok aus Slowenien mit gesamt 1125 Kilometer. Lani smo bili v Luksemburgu, 2 leti prej smo bili v Špajerju, tako da se sreča tudi po 600-700 vozil na enem mestu. Zakaj je ta ljubezen do tega avtomobila? Kot je bil Mustang v Ameriki, je bil tako Capri pri nas v Evropi. Zato ta silhueta vozila s to veliko havbo, s takim športnim bokom. A si z Mustangom dejansko deli kakšen del? Ne. Čeprav je potem tudi Capri se prodajal v Ameriki, kasneje, ko so imeli oni to gospodarsko krizo, so iskali manjše motorje, manjša vozila in je bil Capri dobra alternativa za ameriški trg. Torej, vi s tem avtomobilom pravzaprav delate precej kilometrov, če prav razumem. Čez leto je pospravljen, je na toplem. Poleti si pa privoščimo kakšen izlet, tako da gremo malo se pokazati, da malo tudi on se spet vozi in da uživa v vožnji.
To pomeni, da je verjetno ta avto bil za tiste čase, če je za danes še vedno primeren za kakšno daljšo vožnjo, verjetno je bil pa za tiste čase pravi GT, pravi potovalnik. Tako je bil zelo popularen, je bil ljudski avto, je pomeni, so si ga ljudje privoščili v večji masi, so bile motori od 1300, 1500, 1700, pa do najmočnejšega 3.0 V8. Perana, to so jih delali v Južni Afriki in teh je zdaj prava redkost, no, še teh nasrečenih se kakšnega dobi. In pa dirkali so z njimi, Niki Lauda je dirkal po teh hitrostnih dirkah, tako da kasneje so prišla še druga generacija, pa tretja generacija Caprija, tako da Capri se je izdeloval do leta 87. Na začetku so bile tukaj, prvi Capriji so bili brez šipe, ampak potem zaradi praktičnosti so izrezali to bočno šipo. In ta linija se potem nadaljuje tudi v drugem modelu in v tretjem modelu Caprija. Vedno je bil pravi kupe, ne? Ja, vedno dolga havba in kupejevska oblika. Kaj pa danes Capri kot starodobnik? A je to zelo redek starodobnik, a mu raste cena, je lahko mogoče za koga celo naložba? Cena vsak dan pač raste, kot vsakemu starodobniku. Zame ta avto nima vrednosti, pomeni od mene ne bo šel stran. Tako to je to. Povsem razumem to. Ja. Mi je pa všeč, da še dan danes, ko se vozim po cesti, me prihitevajo, kažejo dvignjen palec. Vedno, kamorkoli pridem, bi vsi se radi ga pogledali, se slikali. In to vsi, mlajši in starejši. Tako da je res avto, ki še dan danes obrača poglede. Kaj je recimo posebnega pri tem motorju? Je posebnost, da šasi avtomobila je bila vedno enaka. In tukaj notri je bil od najmanjšega 1300 pa do 6 cilindrov ali pa 8 cilindrov bil vedno stlačen. Se pravi, prostora je dovolj tudi za V8 v tem motornem prostoru. In zanimivo je, da so bili že takrat vsi motori na V. Pomeni, zdaj ta je V4, potem je bil močnejši V6 in potem pa tudi, kot sva že prej omenila, V8. A ni bilo vrstnih motorjev v tem? Tudi vrstnih motorjev. Potem pri kasnejših generacijah so bili tudi 2000 kubikov in so imeli tudi vrstne motore. Ampak najbolj prepoznavni so bili pa prav te 2300, 2600. Teh je bilo največ. To je še tista prava klasika. Motori delujejo, v bistvu pač potrebujejo res minimalno vzdrževanje. Ampak kot vam pravim, potujemo po celi Evropi brez problemov, brez nekakega strahu, da bi kaj ne delovalo, je res tak. In tudi zvok je. Kadar stisneš po gasu, res ti da užitek, malo adrenalina, ki ti da potem še užitek v dinamični vožnji. V4 ima svoj značilen karakter, ki ga danes pri sodobnih avtomobilih, seveda tudi pri bencinskih. Še malček pogrešamo. Malo ga pogrešamo, ne? Ja. Priča smo avtomobilu iz nekega drugačnega obdobja. Ne? Kot prvo nimamo zglavnikov, kot drugo varnostni pasovi nimajo zategovalnikov, ampak se samo tako pripnejo. Potem še mogoče ena nostalgija, da je 4-stopenjski menjalnik, ampak je čisto dovolj, ker so drugače narejeni prenosi in tudi 4-stopenjski menjalnik ponuja užitek. Radio smo želeli še tega klasičnega. Nima 4 žmigavcev, ker takrat še te avti niso imeli. Ni še bil standard. Ja. Zanimivo je, da moraš ločeno prižgati osvetlitev armature. Brisavci imajo samo 2 stopnje, pomeni hitro pa malo hitrejšo. Vmesne nima. In pepelnik, čeprav jaz ga ne uporabljam, ampak je tak. Takrat je bil nepogrešljiv, verjetno, v tistih časih. In pa analogna ura. To je bila pa tudi verjetno dodatna oprema, ne? Ja. Tako je bilo ponavadi takrat. Tepihe mi jih je dal prijatelj, tako da so iz tistega časa. Super. In se njih želel še obdržati te retro dizajn tepihov. Res čuvam avto, tako da vsi te detalji mi zelo pomenijo. Rezervoar za gorivo je malo na čudnem mestu, je postavljen takoj za potniškimi sedeži, tako da je na ta račun mogoče malo manjši prtljažnik, ampak to ni bilo takrat pomembno.
kljub temu, da je nekako evropska različica Mustanga, ni bil tisti tipičen ameriški avto, ki je bil namenjen predvsem kruzanju po ravnih cestah. Ne, in zato tudi je zmagoval na dirkah, je zmagoval na hitrostnih dirkah, na relijih in je bil tudi potem priljubljen v motošportu. To veliko pove o tem. Ja. Novemu Capriju se bomo v naši oddaji posvetili še bolj podrobno, ko ga primerno stestiramo. No, na našem YouTube kanalu in na portalu MMC RTV SLO pa vam že nudimo številne druge teste in ostale zanimive vsebine.